Ste že kdaj razmišljali o tem, kaj je skupnega srčno-žilnim boleznim, diabetesu, fibromialgiji, Hashimotovi bolezni, nevrodermitisu, presnovnemu sindromu, rakovim obolenjem, revmatoidnemu artritisu in nenazadnje tudi težjim potekom covidne bolezni? Gre predvsem za sodobne kronične bolezni, ki statistično v Evropi predstavljajo 90% vseh vzrokov smrtnosti. Danes se bomo o tem pogovarjali s Petrom Jantolom, diplomiranim dietetikom, ki ga navdušuje raziskovanje naravnih hranil, ki podpirajo življenje, zvišujejo njegovo kakovost in vplivajo tudi na dolgoživost samo. Za nas ima obetavne rešitve. Peter, pozdravljen. Pozdravljen, Nataša, živijo. Da preideva kar na dejstva. Kje torej tiči tisti skupni imenovalec kroničnih bolezni, ki smo jih omenili v uvodu? Ja, skupni imenovalec teh kroničnih bolezni so predvsem tiha vnetja. Pa naj vas to ne zavede. Tiha vnetja niso taka vnetja, kot so, rečemo, naprimer, tisto, kar mi vidimo na koži, kot rdečica, oteklina, nekaj, kar nas boli, ampak so v bistvu tiha vnetja taka nezavedna vnetja. To se pravi, lahko se razvijajo leto, desetletja, preden sploh občutimo kakšen njihov simptom. Ko pa se dejansko ta simptom izrazi, običajno potem zdravniki to označijo kot neko kronično vnetje. To se pravi, vsa tiha vnetja lahko čez nekaj časa pripeljejo do kroničnih bolezni. Zakaj pa se takšna vnetja sploh pojavljajo in kako pride do njih? To pa je nekoliko daljša zgodba, Nataša. Veš, naše telo od zunaj varuje koža, tudi z notranje strani pa imamo zaščito pred zunanjim okoljem. Tej rečemo sluznice prebavnega trakta. Kadar so te sluznice zdrave in močne, nas varujejo pred vdori iz zunanjega okolja. Na moč teh naših sluznic pa najbolj vplivajo raznovrstni mikroorganizmi, ki sestavljajo naš mikrobiom. Kadar se sestava našega mikrobioma oslabi, v praksi to pomeni, da imamo več škodljivih mikroorganizmov kot dobrodejnih, potem naša sluznica ni več tako zaščitena in se prične tanjšati. Stanjšana sluznica ne ščiti več naše črevesne stene, to se pravi prostora, kjer hranila prehajajo v telo. S tem se odprejo tudi vrata za prehod v telo številnim drugim substancam, ki bi se sicer izločile po prebavnem traktu ven iz telesa med opravljanjem naše sedeče potrebe na WC-ju. No, in te snovi so na primer različni endo- in eksotoksini, nezadostno prebavljene molekule živil in podobno. In ko na primer ti toksini preidejo v telo, krvni obtok in imunski sistem, sprožijo tiha vnetja na različnih delih telesa. Aha, prvotni vzrok je torej neravnovesje v mikrobiomu, ki oslabi delovanje črevesne stene. Zaradi česa pa pride do neravnovesja v mikrobiomu? Ja, teh razlogov je več. Naš mikrobiom je zelo občutljiv na zunanje vplive. To se pravi, naprimer na različna sevanja, na različne naše razvade, kot so naprimer nikotin, alkohol, potem na različne, ne vem, lahko tudi antibiotiki, naprimer, zdravila, lahko vplivajo na naš mikrobiom. Kaj pa težke kovine tudi? Tudi težke kovine. In vse to vpliva na slabše stanje našega mikrobioma. Potem je pa tukaj tudi še v tem času dokaj enolična prehrana, kjer v bistvu hranimo samo določen tip mikroorganizmov v našem črevesnem mikrobiomu. In potem ta se lažje razvijajo, naprimer druga, ki imajo pa rajši drugo hrano, se pa pač ne morejo. Potem je pa tukaj so lahko še različna predelana živila, ki pa nimajo čisto nobenih koristnih hranil za naš mikrobiom. In vse to potem vpliva na porušeno ravnovesje in tukaj potem pride do tega neravnovesja med dobrimi in slabimi bakterijami. In to je potem vzrok za tiha vnetja, ne? Tako je, ja. Oslabljena pestrost mikrobioma potem vpliva na, to se pravi, kot smo že prej omenili, na stanje črevesne sluznice in to lahko privede do kroničnih bolezni oziroma kroničnih vnetij. Ja, dejavniki, ki si jih naštel, so za marsikoga v današnjem času izziv. Težko se je, na primer, izogniti vsem sevanjem in stresu, ne moremo opustiti zdravil. Kaj pa lahko naredimo?
Ja, tukaj je najboljša stvar, ki jo lahko naredimo, da uživamo zdravo in uravnoteženo prehrano. Tako. To se pravi, naj bo hrana čim bolj lokalno pridelana, sezonska, sveža. In to mislim, da bi bilo nekaj najboljšega. Tudi rečemo, domača zelenjava iz domačega vrta, ta dela lahko prav čudeže. Pomembno je pa tukaj tudi še to, da se nekako znebimo teh naših razvad. To se pravi, čim manj sladkorja in teh nasičenih maščob in tako naprej. Zdaj, če pa smo res nekako, da smo izpostavljeni različnim dejavnikom tveganja iz okolja, ki pač vplivajo na naš mikrobiom, je pa najbolje, če uživamo tudi fermentirana živila. Fermentirana živila so naraven vir teh mlečno-kislinskih bakterij, in te bakterije zares dobro vplivajo na naš mikrobiom. In primer takih fermentiranih živil so, na primer, zdaj poznamo kislo repo, kislo zelje, poznamo pa tudi različne te fermentirane napitke. Najbolj poznani so mlečno-kislinski, oziroma mlečni izdelki. Poznamo pa tudi en fermentiran napitek, ki ga imenujemo multi-ferment, ki vsebuje v eni dozi tudi do 20 milijard mikroorganizmov. Kaj pa v primerih, ko smo že prečkali pot in imamo v telesu tiha vnetja? Jih lahko na kakšen način vendarle občutimo, da vemo, da so prisotna in še predvsem, ali jih je moč ozdraviti? Ja, prisotnost tihih vnetij se sicer da laboratorijsko čisto lepo izmeriti, ampak to žal v Sloveniji ni mogoče. Zdravnik pa te tudi ne more napotiti na kakšne teste brez izraženih simptomov, torej če obstaja vsaj sum na kronično bolezen. In zdaj, če želimo preventivno delovati in proces zaustaviti še preden se sploh pojavijo simptomi bolezni, moramo biti malce bolj pozorni na svoje telo in ga poslušati, kaj nam ta dejansko sporoča. Znaki, kot so utrujenost in izčrpanost, kožna vnetja, mrtvi zobje, na primer, kronične prebavne težave, migrenski glavoboli, pogosta zbolevanja in ne nazadnje, če ste COVID prebolevali nekoliko bolj težavno, to predstavlja najavo, da vse le ni v najlepšem redu in da se v telesu pač nekaj kuha. Zdaj, normalizacijo tihih oziroma kroničnih vnetij je nočna mora vseh zdravnikov in terapevtov. Zdravljenje črevesne sluznice predstavlja dolgoročno terapijo, ki je za marsikoga lahko trd oreh. In istočasno je potrebno normalizirati mikrobiom in vzpostaviti optimalno črevesno sluznico, kar zahteva veliko mero discipline in potrpežljivosti. Vsekakor pa se je v prvi vrsti pomembno držati protivnetne diete. To pomeni, da uživamo izključno živila, ki ne pospešujejo vnetij, in obenem zaužijemo čim več takih živil, ki vnetja zavirajo. Na samo vnetja in regeneracijo sluznice imajo velik vpliv substance, kot so kurkumin, resveratrol, kvercetin, alfa-lipoična kislina, aronija moringa, triphala čurna in tudi vitamini, kot so A, C, E, folna kislina in vitamin B12. In če vse to skupaj uživamo, se rezultati samo še potencirajo. In vsa ta hranila, ki sem jih ravnokar omenil, so združena v prehranskem dopolnilu Neotosil. S tem dopolnilom pa lahko izboljšave dosežemo že v relativno hitrem obdobju oziroma obdobju nekaj mesecev, seveda, če obenem poskrbimo tudi za naš uravnotežen mikrobiom. Peter, res zanimivo. To so bile zanimive informacije za vse tiste, ki nas zanima, kako se obvarovati pred tihimi vnetji in tudi pred drugimi boleznimi. Hvala še enkrat. Ja, malenkost, Nataša. Bi pa mogoče tukaj zdaj izkoristil še to zadevco in povedal, da zdaj smo govorili predvsem o preventivi. Preventivi pred tihimi vnetji. Ta isti princip pa velja tudi potem za takrat, ko je bolezen že izražena, oziroma ko so že izraženi simptomi bolezni. In ta pristop, ki smo ga zdaj omenili, to se pravi vse to, kako se znebimo teh tihih vnetij, to zares prispeva k naši telesni vitalnosti in pa predvsem dolgoživosti, kar je pa tudi cilj naš vseh. Predvsem pa je pomembno to, da se da pomagati, Peter? Tako je, definitivno. Hvala še enkrat za danes in se vidimo zopet v eni prihodnjih oddaj. Velja.